Peugeot 208 je evropski avto leta 2020, ampak danes imamo pravka z 2008 Peugeotom, z malim SUV-jem. Ampak da lahko zares razumemo Peugeot 2008, moramo najprej poznati njegovega predhodnega 2008. Ta je bil umirjen, udoben, prijazen avtomobil, ki je bil majhen v zunanjih dimenzijah, ampak izredno prostoren. In s tem je navdušil zelo veliko družin. Je pravi mali družinski avtomobil. A to Parižanom očitno ni bilo dovolj. Poglejmo, zakaj je šlo. It's not a question we want or we don't want, but our clients tell us that they prefer to have the feeling of a real SUV. The previous generation was a success, mainly in Europe, but we may have been criticized outside Europe for the dimension of the car, for the fact that it was more a crossover than an SUV. So for this generation, we want to make a real SUV with a massive bonnet, protective impression, ground clearance, big wheel. Obliko novega 2008 lahko objektivno ocenimo kot vizualno izredno vpadljivo in kot oblikovalski dosežek. Subjektivno pa dodamo tudi to, da je prav tako kot sorodni 208 tudi 2008 izredno lep in za mimoidoče predstavlja pašo za oči. Je pa za razliko od predhodnika oblika tega SUV-ja prišla v prvi plan. Zdi se, da je pomembnejša od same funkcionalnosti. No, tudi novi 2008 je prostorski čudež. Zadaj je prostora zelo veliko, z mojimi 175 cm imam nad glavo še za skoraj 2 pesti prostora. No in tudi 3 otrokom tukaj zadaj ni bilo prav nič hudo. Tudi takrat, ko je bil tukaj na sredini postavljen otroški sedež. Isofix zanke so lepo skrite z zadrgo, pri čemer pa moramo pripomniti, da imamo rajši tiste sisteme, pri katerem je zanka obdana s plastiko in zato odpravljajo možnost, da bi lahko med nameščanjem otroškega sedeža slučajno strgal kakšno tkanino. A poglejmo, kako se počuti voznik. No, ko govorimo o SUV-jih, no, to so načeloma višji avtomobili, za katere radi rečemo, da jih kupujemo zato, ker se vanje vstopa bolj pokončno, bolj udobno. No, Peugeot 2008 je postal pravi SUV. Ni več križenec, kakršen je bil s prejšnjo generacijo, no, ampak s to SUV-ovsko obliko pa vseeno ni prinesel pokončnega, udobnega vstopanja. Namreč, avto je kar precej oddaljen od tal in ta greben je precej visok. In praktično vsak voznik, ki je sedel v 2008, je potarnal na tem, da je bilo treba nogo precej dvigniti. Skratka, novi 2008 je SUV, a ne ponuja SUV-ovskega vstopanja. No, značilnost novih Peugeotov in tudi Peugeota 2008 so visoko nameščeni merilniki, ki hkrati odpravljajo potrebo po projiciranju merilnikov na vetrobransko steklo. No, ampak njihova posebnost so tako imenovani 3D merilniki. Kako so narejeni? Poglejmo. You have some information on the background of the screen and there is the impression of 3D information floating in front of the cluster. So there is a magical effect of the cluster. Roko na srce, mi v ponujenih grafikah nismo najdli nekega tistega načina, ki bi nam najbolje ustrezal. Še najboljši približek se nam zdel način dials, pri čemer pa nas moti, da merilniki vrtljajev ne kažejo celotne slike, pa tudi nasplošno se nam zdi, da so številke neintuitivno razmetane po celotnem tem displeju. Ampak v resnici je tudi celoten avto usmerjen k tistim nezahtevnim voznikom. Dinamičnim voznikom ta avto nekako ni namenjen. No, ampak kar se tiče same ureditve voznikovega prostora, no, zelo nam ugaja, da so Peugeotovci poslušali mnenja svojih strank in so dali nekaj fizičnih gumbov za neke vsakdanje funkcije. Zelo cenimo tudi to, da so nam za nastavljanje glasnosti dali tak velik, debel, vrtljivi gumb za nastavljanje glasnosti. Ne razumem pa, kako to, da prilagajanje temperature v kabini avtomobile ne velja za tisto vsakdanjo funkcijo, tisto, ki jo redno uporabljamo. Namreč, če hočemo znižati ali pa zvišati temperaturo, je treba najprej izbrati pravilen način,
pravilen pogled in potem tukaj višati ali nižati temperaturo. Prejšnji 2008 je bil prostorski čudež. No, mi verjamemo, da tudi pri novem 2008 prav veliko kupcev ne bo pogrešalo, kajti znano je, dejstvo je, da ljudje, ki želijo dizajnerski avtomobil, prav veliko litrov ne pogrešajo. Je pa dejstvo, da konkurenca ponuja tudi že, naprimer, pomično zadnjo klop, ki poveča prtljažni prostor, tudi kakšno odprtino za smuči in pa recimo električno vtečnico, da lahko med vožnjo uporabljamo hladilno torbo. Peugeot 208 je postal evropski avto leta 2020. Pred nami pa je SUV-evska verzija tega modela. Ja, SUV-evska. 2008 namreč ni več prijazen, mali, a izredno prostoren in udoben družinski avtomobil. Tak je postal, ker so kupci želeli pompozno terensko obliko, ker so kupci zahtevali čustven, ne pa racionalen avto. In mi objektivno ocenimo, da je avto zelo vpadljiv, subjektivno se strinjamo celo, da je lep. Prostornost vseeno ostaja, sploh na zadnji klopi, kjer je prostora v višino zelo veliko. Tudi prtljažnik je večji, ni pa tako kockast in ima višji nakladalni rob. Kar se vstopanja tiče, pa je novi 2008 SUV, ki ne ponuja udobnega pokončnega vstopanja, kar je sicer pri SUV-jih pogosto pomemben prodajni adut. Namreč avto je precej oddaljen od tal in vstopa se prek visokega roba. Tudi sedi se bolj limuzinsko kot enoprostorsko, razlog pa je v tem, da želi 2008 hkrati biti bolj aerodinamičen in zato nižji od konkurence. Kot bi želel biti CUV, a z SUV-evsko nešportno obliko. 1,2 litrski bencinski trivaljni turbomotorji pogosto predstavljajo standardno kombinacijo dobrih pospeškov in ugodne varčnosti. In Peugeot je bil pri zagotavljanju tega vedno zelo uspešen. In glede učinkovitosti je tudi novi motor dober. V praksi se zlahka vozite 6-litrsko porabo, je pa v tokratni izvedbi nekoliko karakterno drugačen. Izgubil je namreč nekaj uglajenosti. Ko ga vžgete, sploh mrzlega, motor prav zarobanti. Seveda se potem umiri in stiša, a nekako daje ves čas jasno vedeti, da ne drezajte van in iz njega iztiskajte samo toliko, kot res morate, nima pa volje po dinamiki. Tak je pravzaprav v celoti karakter novega 2008. Med vožnjo bo prijeten le, dokler boste z njim ravnali umirjeno. Pri galopiranju pa bo nos zelo živahno poskakoval in v celoti se bo avto intenzivno nagibal. Tudi krmiljenje je premehko, da bi voznik dobil vsaj nek mali ščepec zadovoljstva dinamične vožnje. Značaj novega 2008 je torej tak, kot bi avto nosil Citroenovo značko. Nam se vse skupaj zdi, kot da so Peugeotovi inženirji tokrat kar malce preveč popustili pritiskom oblikovalcev, strategov in seveda komisarjev. No, Peugeot 2008 je tehnično izredno podoben malčku, ki je pravkar postal evropski avto leta 2020. Sicer pa je Peugeot dobro vedel, kaj kupci hočejo pri SUV-jih. Če ne drugega, je navodila dobil prek večjih 3008 in 5008. Spoznajte jih.